Opremljanje zelo majhnih stanovanj je vsakokrat izziv, saj prav vsak centimeter šteje, poleg površine pa je treba izkoristiti tudi prostornino. Pred nami je primer na pičlih 18 kvadratnih metrih. Pri nas ne obiskujemo samo luksuznih hiš, ampak z enakim navdušenjem iščemo tudi majhna stanovanja, kjer ravno omejenost prostora izziva k najbolj domiselnim rešitvam. V tem bloku v Medvodah smo našli mini stanovanje z maksi izkoristkom. Manca, mi smo imeli priložnost tole stanovanje videti in posneti še v prvotnem stanju. Zato me najprej zanima, kaj ste si mislili, ko ste prvič zagledali tisto luknjo? Zanimivo vprašanje. Kaj sem si jaz takrat mislila? V bistvu, prišel je dan, ko je prišel moj mož Boštjan domov in je rekel, poslušaj, v Medvodah se prodaja neko stanovanje, za katerega mislim, da bi bil mogoče pametno, da ga kupa kot neko investicijo. Sem rekla, ok. Potem je pa rekel, da ima to stanovanje dve pomanjkljivosti. Prva je bila, je rekel, majhno je. Sem rekla, ok, koliko je to majhno? Je rekel, dobrih 18 kvadratov. Drugo je pa prav, da je pa v katastrofalnem stanju. Ampak nekako je on vseeno vztrajal, da grem jaz to stanovanje pogledat. In ko sem jaz prišla sem noter, moram reči, da je bilo stanovanje res katastrofa. Ko sem jaz stopila noter, ko sem se ozrla po prostoru, je neki mel. In midva sva se spogledala in nama je bilo tako jasno, to si vzameva kot izziv, kaj lahko iz te luknje midva narediva. In ta prenova je prinesla res totalno drugačne prizore, kot so bili prej. Povejte mi, skozi kaj vse ste šli tekom obnove? Se pravi, prvi korak je bil čiščenje prostora. Najprej so prišli delavci, treba je bilo odstraniti ves les, ki je bil. Na stenah je bilo približno 5-6 nanosov starih barv in tega, tako da je bilo treba vse stene v bistvu postrugati dol. Potem, ko smo odstranili poden, smo videli, ali nam višina tlaka dopušča, da dejansko prestavimo odtoke. Hvala Bogu se je to izkazalo, da je to mogoče. Tako da takoj z največjim veseljem smo začeli rušiti kopalnico. Potem, ko se je kopalnica zrušila, potem je pa nastopil moj mož, pa arhitekt, ki sta pa začela govoriti jezik, ki je bil pa meni nerazumljiv. To so pa bili pol izračuni v milimetre in centimetre. Če tam centimeter zožemo, jih dobimo kle 5 in lahko postavimo noter to. Če tam naredimo to, dobimo kle 6, lahko naredimo to. In na tem delu prenove sem pa jaz stala nazaj in samo opazovala, ker dejansko 80% nisem vedela, o čem govorite, čisto iskreno. Gospod Janžekovič, vi ste bili arhitekt tega stanovanja. Lahko rečemo mini stanovanje in maksi izkoristek. O kakšni kvadraturi tukaj sploh govorimo? No, to stanovanje je imelo kvadraturo 18,6 kvadratnih metrov. Prvi vtis je bil, kot da gre za neko kamp prikolico. Dodatno pa je prostor obremenovala recimo nesrečna postavitev kopalnice in ločen vetrolov. In česa ste se najprej lotili? Kako ste začeli reševati to prostorsko stisko? V nišo med kopalnico in steno smo umestili kavč, s čimer smo rešili spalni kot. Za jedilni kot smo predvideli manjšo mizico. Sprva je bila mišljena zložljiva, na koncu smo ugotovili, da je enako, če premikamo. Omare sem umestil čim bolj proti koncu prostora. Sledil sem tudi liniji recimo vhodnih vrat. Zahtevno je bilo tudi reduciranje kopalniških elementov. Kljub vsemu so morali zagotavljati neko normalno uporabo kopalnice. Glede na majhnost stanovanja je bilo potrebno pohištvo izdelati po meri. Kot vodilno barvo smo izbrali belo za optično povečanje prostora, z lesnimi poudarki pa dobimo neko toplino. Meni je takoj v oči padel tale močnejši estetski dodatek in sicer slika. Zakaj gre? Kdo je to naredil? To je delo akademske slikarke Helene Korošec. Slika je sestavljena iz pozlačenih papirčkov, na katerih je odtisnjena kavna usedlina. Z umestitvijo tega umetniškega dela smo v stanovanje vnesli nek osebni stik med stanovalcem in umetniškim delom, česar z generičnim okraskom stene sigurno ne bi mogli doseči. A imate kakšen stroškovnik, ki ga lahko delite z nami? Koliko je vse skupaj stalo? Ogromno sem delala sama, predvsem moj mož. Tako nekje groba ocena je med 17 in 18 tisoč evrov. Se pravi, z okni, s tlaki, s pohištvom, tako da sva mogoče kakšen cent prišparala na tej strani. Torej, približno 1000 evrov na kvadratni meter, da ste dobili povsem novo stanovanje. Ja, povsem novo stanovanje, opremljeno z vsem.
Pri izbiri materialov nisva šparala, dajala sva res kvalitetne materiale noter, pri določenih stvarih sploh nisva gledala na ceno. Moj mož je tudi poudaril, da jaz vedno znam izbrati najdražjo stvar, kar je mogoče. Talent. Ja, vsak za nekaj. Tako da pri teh stvarih res nisva šparala. No.